Preden gremo na novo vprašanje, pa ponovimo oziroma damo odgovor na vprašanje preteklega tedna. Spraševali smo vas, do katere hitrosti Mercedes na nemških avtocestah zagotavlja avtonomno vožnjo 3. stopnje. In odgovor je do 95 km/h. Morda se zdi to malo, še posebej, ker govorimo o avtocesti, a je v resnici kar velik ne samo tehnološki, ampak tudi pravno-zakonodajni korak naprej. Že prej je sistem deloval na nekaterih delih velike nemške avtoceste, zdaj pa je Mercedes pridobil ustrezna potrdila in dovoljenja za uporabo tega sistema na vseh delih nemškega avtobana, kar je seveda že samo po sebi zelo pomemben mejnik. Morajo pa biti izpolnjeni tudi vsi potrebni pogoji, sicer voznik sistema ne more aktivirati. Pa tudi sicer, ko voznik s tipko na volanu sistem aktivira, mu res ni treba imeti več rok na volanu, kar je ena največjih razlik med 2. in 3. stopnjo avtonomne vožnje. Mora pa ostati zbran in sposoben v hipu prevzeti nadzor nad vožnjo. Tak sistem odlično deluje v avtocestnih kolonah, kjer se lahko velika količina vozil s pogosto spreminjajočo hitrostjo premika zelo dolgo časa, na primer vsak dan na večjih vpadnicah v mesta, in kot vemo, tudi iz naših izkušenj je hitrost premikanja v takšni koloni pogosto še veliko nižja kot 95 km/h.